pozdravljeni na današnji novinarski konferenci Lions kluba Slovenske Konjice, na katerem vam bomo Oliver Tič, svetovni popotnik in pobudnik akcije za mlade športne upe, Jernej Pugel, predsednik Lions kluba Konjice, in Tadej Slapnik, vodja akcije za mlade športne upe, predstavili razpis štipendij kot plod aktivnosti dobrodelne akcije, ki smo jo v preteklem letu na pobudo Oliverja izpeljali v Lions klubu Konjice z dobrodelno dražbo podpisanega dresa Luke Dončića. V osnovi bi prosil tebe, Jernej, da na kratko povzameš aktivnosti Lions kluba Konjice in izpostaviš tudi, zakaj smo se v sodelovanju z Oliverjem odločili, da izkupiček te akcije namenimo štipendiranju mladih perspektivnih športnikov. Pozdravljeni še v mojem imenu. Lions klub že vrsto let deluje v domačem okolju, kjer z različnimi akcijami, kot so na primer stojnice, dražbe, organizacija gledaliških predstav, regatov, zbiramo humanitarna sredstva za pomoč, za razno dobrodelno pomoč. Med drugim vsako leto tudi razpisujemo štipendije in študijske pomoči za perspektivne študente na visokošolskih programih. Zaradi tega pa smo se na pobudo Oliverja z veseljem odločili tudi, da organiziramo dražbo dresa Luke Dončića. Znesek, ki smo ga zbrali, z njim je bil 21.049 evrov, katerega bomo v celoti namenili v sklad za mlade športnike iz okoliških občin, to so večinoma iz Konjic, Zreč, Vitanja, Oplotnice in tako dalje. Hvala lepa, Jernej. Zdaj pa, Oliver, prosim tebe, še enkrat hvala za to pobudo, za zelo aktivno sodelovanje v sami akciji. Prosim, povej razloge, zakaj si se odločil, da sodeluješ z nami in zakaj si se seveda odločil, da si ta izjemen zasežek na poti kronal tudi za to dobrodelno akcijo. Lep pozdrav vsem skupaj tudi v mojem imenu. Ja, v bistvu moram reči, da je odločitev bila zelo lahka. Marsikdo iz lokalnega okolja me spremlja na moji poti in tudi sam sem večkrat omenil, da sicer sem se na pot odpravil sam, ampak brez pomoči drugih mi nikakor ne bi uspelo od lokalne skupnosti do celotne Slovenije. In ker je bil to definitivno prevelik finančni nalogaj in posledično, ko sem imel možnost obiskati tekmo Dallasa, spoznati Luko Dončića, in v tistem trenutku, ko mi je Luka podpisal dres, sem točno vedel, kaj bom z njim, sploh nisem okleval. Čeprav je zame to zelo pomembno darilo, oziroma mi ogromno pomeni, ker je pač vse skupaj zgodilo na poti, ampak sem rekel, takoj sem se odločil, da bom s tem naredil nekaj dobrega in se na tak način lahko tudi oddolžil skupnosti. In kot že rečeno, smo v sodelovanju z Lions klubom Slovenske Konjice in s pomočjo vseh vas seveda izpeljali to dobrodelno akcijo za mlade športne upe. Tako da bi se na tem mestu še enkrat vsem iz srca zahvalil za vso pomoč meni in pa vso pomoč tekom tega projekta, da smo sploh zbrali takšen velik znesek, ker jaz osebno, moja želja je bila 10.000 evrov. Kot jaz si vedno reč postavim nek nižji cilj, pa ga dosežem, in to se je zgodilo tudi tokrat. Želja je bila 10, zbrali smo 21.000 evrov, tako da sem zelo zadovoljen, pa tudi srčno upam in vem, da bomo z to tradicijo dobrodelnega projekta nadaljevali tudi v prihodnjih letih. Oliver, hvala lepa. Sedaj, kot rečeno, k predstavitvi, na kak način bomo v celoti ta znesek 21.047 evrov namenili v sklopu razpisa štipendij, za katere bodo mladi športniki lahko pričeli kandidirati od danes, to je od 7. novembra dalje, v praviloma iz območij občin Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnice. Zdaj, pri sami dodelitvi športnih štipendij bomo upoštevali naslednje kriterije. Prvi je perspektivnost športnika, ki ga bodo vlagatelji vlog za štipendije dokazali na podlagi doseženih športnih rezultatov ali na priporočilo učitelja športne vzgoje, trenerja ali njegovega matičnega športnega kluba.
Na kriterij bo vplival tudi socialni položaj športnika, ki ga bodo prav tako lahko utemeljili z priporočilom šole ali športnega društva, v katerem so aktivni. Pri dodeljevanju štipendij seveda bomo upoštevali tudi enakomerno razporejenost športnih štipendij po različnih športih v lokalni skupnosti in seveda upoštevajoč, koliko posamični šport ima vključenih mladih športnikov. Kje so omejitve pri sami štipendiji? Zagotovo v tem, da se lahko štipendija dodeli kot enkratna finančna pomoč v posamičnem športnem letu, sezoni in lahko znese na posamičnega športnika maksimalno do 300 evrov. Se pravi, do 300 evrov bo lahko vsak prejemnik štipendije prejel teh sredstev v posamični športni sezoni, lahko bo pa seveda v nadaljevanju v naslednjih letih še zaprosil za štipendijo. Zakaj se bodo ta sredstva namenila? Kot smo že v sklopu dobrodelne akcije napovedovali, prvenstveno k plačilu stroškov mesečnih vadnin za posamezno športno sezono. Za temi sredstvi dejansko želimo omogočiti številnim mladim perspektivnim športnikom, ki bi zagotovo želeli ali pa so upravičeni do organizirane vadbe, pa jim to socialni položaj njihove družine ne omogoča, da se povsem brez težav vključijo v to vadbo in da imajo te stroške pokrite za štipendijo, ki znese do 300 evrov. Tukaj smo tudi preverili, večina športnih društev lokalno ima mesečno vadnino tam med 20 do 30 evrov, se pravi teh 10 krat po 30 evrov znese okoli 300 evrov. Poleg tega bodo lahko mladi športniki, vkolikor se ne bodo odločili, da jih uporabijo za mesečne vadnine ali pa da teh vadnin ne rabijo plačevati, porabili to štipendijo za plačilo stroškov nakupa opreme ali pa udeležbo na tekmovanjih ali pa na športnih pripravah. O sami dodelitvi štipendije bo odločala posebna komisija Lions kluba Konjice, v kateri smo 4 predstavniki Lions kluba, pobudnik akcije Oliver Tič, predstavnik Športne zveze Slovenske Konjice Anton Noder in predstavnik učiteljev športne vzgoje, ki ga bomo določili naknadno. Želel bi opozoriti, da je razpis odprt, da se bo možno nam prijaviti vsake 3 mesece, se pravi, da vsi, ki morebiti zdaj novembra se ne bodo prijavili, bodo imeli možnost, da se prijavijo in kandidirajo čez 3 mesece, to je meseca marca. Seveda se bodo vloge podeljevale do porabe sredstev v sklopu letno določenih okvirov za posamično akcijo. Celotni sklad, ki ga namenjamo še enkrat, je 21.043 evrov. Povedati moram tudi to, da poleg teh štipendij lahko športniki zaprosijo tudi za enkratno športno pomoč, o katerih vlogah bo prav ta ista komisija odločala prav tako in te enkratne športne pomoči se ne izključujejo z pridobitvijo športne štipendije in tudi njihov znesek ni omejen. Se pravi, da bomo na podlagi vlog, ki bomo dobili strani perspektivnih mladih športnikov, seveda vedno znova odločali in jih podelili tistim, ki bomo smatrali, da so do njih najbolj upravičeni. Da zaključim še z zahvalo, seveda vsem, ki so nam v tej akciji poleg Oliverja stali ob strani, poleg vseh seveda številnih članov Lions kluba Konjice, na prvem mestu partnerji, medijski partnerji, to so bile Novice, Radio Rogla in Skala TV in seveda podjetja, ki so podprla z dobrodelno akcijo in tudi donirala sredstva, od Probita, podjetja Evesoft, Marot, Togo, Oplast, Hashnet, Občina Slovenske Konjice, Zavod za šport Slovenske Konjice, Splošna knjižnica Slovenske Konjice in podjetje Fakil. Ter seveda številni posamezniki, ki ste tudi z manjšimi prispevki prispevali in podprli akcijo, ki je na koncu, kot je tudi Oliver predstavil,
se zaključilo zelo uspešno in ki jo imamo seveda namen nadaljevati tudi v letu 2023. Podrobnosti okoli te akcije bomo predstavili v začetku prihodnjega leta. Zagotovo pa na tem mestu že pozivamo vse posameznike, podjetja, organizacije iz Dravinjske doline, da pristopijo k njej, ker tako, kot bomo sproti podeljevali športne štipendije, vsako leto seveda moramo skrbeti, da bomo tudi na drugi strani zbirali ta sredstva, da bodo športniki in športnice te generacije lahko seveda dobili podporo tudi v prihodnjih letih in da se bodo lahko tudi v prihodnjih letih za športne štipendije potrебovali tudi vsi, ki še letos ne bodo vključeni in se ne bodo prijavili na sam razpis za štipendije. Toliko z naše strani, bo ta kolega še kaj dodala, mogoče kaj poziv. Hvala, kot je že tudi omenil edino, tudi jaz osebno pozivam za naslednje leto, ko bomo začeli zopet z novimi razpisi oziroma z novimi dobrodelnimi akcijami, da bo poziv isti oziroma upam, da še boljši, tako da lahko poskrbimo skupaj, da bojo mladi športni upi imeli še lepšo pa boljšo prihodnost. Ja, ne? Ja, jaz se tudi zahvaljujem vsem, ki ste donirali, pa upam, da bomo tudi v naslednjem letu nadaljevali uspešno za to akcijo. Naj povem še, kje bo razpis objavljen, najprej na spletni strani Lions kluba Konjice pod akcijo za mlade športne upe, na spletnih Facebook omrežjih, v sodelovanju z lokalnimi mediji, pa seveda bomo poskrbeli, da bo dostopen in transparentno predstavljen tudi v njih. Še enkrat hvala lepa, želimo vam lep dan in seveda se veselimo sodelovanja.